Glede samega Brexita, ponovno razprava, nekako zdi se, da stvari sedaj nekako čakajo do volitev. Pa me zanima, kaj pravzaprav vi pričakujete od te razprave, kako se bo ta zgodba končala? Jasno je, da je 8. junij dan volitev v Veliki Britaniji in do takrat bo potrebno malce umiriti konje, kajti v galopu so predvsem Britanci. V okviru Evropskega parlamenta potrjujemo stališče, ki smo jih predhodno že sprejeli v parlamentu, dodatno še na svetu in je jasen vozni red. Najprej so ljudje, tisti, ki bivajo na otoku in tudi Britanci, ki bivajo na kontinentu. Druga je relacija predvsem z Irsko, tam se vzpostavlja ali pa predvideva neka nova meja in je treba te relacije razčistiti, ugotoviti presečno stanje, 2019 narediti to odločitev in potem dogovoriti o bodočem sodelovanju. Tu so Britanci malce neučakani, bi želeli celo prejmeti novo sodelovanje kot zaključiti staro, vendar v okviru Evropske unije smo, hvala Bogu, zaenkrat enotni in verjamem, da bomo tudi ostali in po vrsti najprej zaključiti z tem ločitvenim postopkom in potem najti tudi osnove za dobro sodelovanje v prihodnje. Glede same hrane, morda vprašanje deklaracije, tu vas čaka tudi razprava. Kaj pravzaprav pričakujete od tega, ta delitev vzhod, se bo kaj sprejelo, kakšne so vaše pričakovanja? Gre za vprašanje, ki je odprto že dlje časa in precej polemike je v tem, ali res ljudje v vzhodni Evropi jemo manj kvalitetno hrano kot tisti na zahodu. Podpisnik sem tako pobude za poslansko vprašanje, pobudo za razpravo in veselim se te razprave, predvsem pa tega, da je tudi predsednik Evropskega parlamenta Tajani sprejel odločitev, da se dodeli pristojnost odboru IMCO ali ENVIjo, se pravi tisti, ki se ukvarjajo s trgom ali z varno hrano in da razčistimo, ali je res receptura za vzhodni evropski trg receptura z cenejšimi, cenenimi izdelki, ali idemo umetna sladila na mesto naravnih, ali je, ne vem, v lazanji več maščobe kot mesa kot na zahodu, ali pa gre za to, da so nekateri izdelki različni, zato ker tudi tisti, ki jih pripravljajo, ugotavljajo navade ljudi. Tako da podpiram, da se to razčisti in da tudi Evropska unija pritisne na te velike proizvajalce hrane, da dajo karte na mizo in da ljudje vidimo, ali nas res zavajajo, ali pa gre za poštene odnose in prepričan sem, da bomo na koncu prišli resnici do dna in zagotovili za potrošnika pošteno odnos.